Letos mineva 320 let od rojstva dr. Mateja Vrečarja, duhovnika, matematika, urarja, ki je svoj čas zaslovel kot graditelj ene najučinkovitejših baročnih scenskih pasijonskih postavitev na območju historične Štajerske, Kalvarije v Šmarju pri Jelšah. Matej Vrečar je bil župnik v Šmarju pri Jelšah polnih 21 let, vse do svoje smrti. Pot do tja pa se je začela v Šentjanžu nad Štorami, na Vrečariji, kot se je imenovala domačija Vrečarjevih. Rodil se je leta 1702 v številčni družini, imel je še 5 bratov in 3 sestre. Na domačiji je zagospodaril brat Jernej, danes pa je Vrečarija zapuščena, tukaj ne živi več nihče. Osnovno izobrazbo je Matej Vrečar dobil v ruški latinski šoli, kamor se je vpisal star 12 let. Pozneje je šolanje nadaljeval v Gradcu na univerzi, ki so jo vodili jezuiti. Tam je najprej obiskoval filozofsko smer in postal doktor svobodnih umetnosti in filozofije. Obiskoval pa je tudi bogoslovni kurs, kjer so poučevali moralno teologijo in cerkveno pravo. Leta 1726 je bil posvečen v duhovnika, svojo prvo službo pa je dobil v Novem mestu. Nato je nekaj let služboval v župniji Šentjur, leta 1734 pa je bil premeščen v Zibiko. 5. maja 1737 je nastopil v duhovniško službo v Šmarju pri Jelšah in je opravljal polnih 21 let, vse do svoje smrti. Po 13 tednov dolgi bolezni je Matej Vrečar umrl 6. maja okrog 2. ure popoldne v domačem župnišču, ki je stalo na mestu današnjega. Zadnje ure trpljenja sta mu lajšala in mu stala ob strani šmarski kaplan Jožef Gregor Kordin, ki ga je tudi mazilil s poslednjim oljem, ter celjski okrožni zdravnik Ignacij Frej Plemeniti Freidenfeld. Dolgo o Mateju Vrečarju nismo vedeli več, kot je zapisano na njegovem nagrobniku. Tu izvemo, da se je posebej proslavil v matematiki in izdelovanju ur. Slednjim je zaslovel po vsej Štajerski, posebej pa se je izkazal kot izdelovalec ur za graški astronomski observatorij. Tega so zgradili leta 1745 ob postopju Jezuitske univerze v Gradcu. Žal pa danes ne stoji več. Kot kaže, je bil Vrečar najbolj izurjen v izdelovanju sončnih ur. Brez dvoma je avtor sončne ure na domačiji Vrečarjevih in tudi tiste na južni fasadi cerkve Svetega Roka. Dejstvo je tudi, da je izdeloval prenosne sončne ure, saj je v muzeju v Wuppertalu v Nemčiji ohranjena ena njegovih sončnih ur iz leta 1754, ki je signirana in datirana. Gre za ekvatorialno minutno sončno uro, izdelano iz medenine. Ura ima kompas, kaže pa minute, letne čase, mesec in dan. Urarstvo je bilo tudi znanje, ki je Vrečarju začelo prinašati zaslužek. Temu viru se je kasneje pridružila prodaja oziroma pridelovanje vina, usnjarna v Lembergu ter oljarna v Krajčici. Matej Vrečar je imel ob svoji smrti za tiste čase pri sebi zelo veliko gotovine. Njegovo premoženje je bilo ocenjeno na okrog 10.000 goldinarjev. Kljub izredno velikemu premoženju pa je Matej Vrečar živel skromno. Rad je le pil kavo in njuhal tobak, o čemer je pripovedovala tudi doktorica Metoda Kemperl ob predstavitvi knjige Matej Vrečar, duhovnik, matematik, urar. Zato sem zapisala, da se je temu pač udajal, pitju kave, tobaku, seveda, ker kava takrat ni bila poceni. In to bil tisti prestiž. Namreč on res je imel zelo skromno opremljeno župnišče,
brez slik, brez kakšnih špalirjev, brez zaves, brez porcelana. Njegova posoda je bila majolična. Matej Vrečer je svoje premoženje razdelil zelo natančno in vse zapisal v testament že leto dni pred svojo smrtjo. Največji delež je namenil šmarski župnijski cerkvi, posvečeni Marijinemu vnebovzetju, in jo izvolil za univerzalno dedinjo. Njej je pripadal denar od prodaje vina v Veliki kleti, in sicer 500 goldinarjev. Od tega denarja je Vrečer želel, naj se čim prej postavi nov glavni oltar iz mavca, za katerega je že imel načrt. Ostali denar pa naj se naloži in porablja za obnovo Kalvarije. Šmarski cerkvi je ostalo še vse drugo nerazdeljeno, in sicer 2664 goldinarjev, 34 krajcarjev in 2 denarječa. Izvrševalec Vrečerjeve oporoke in njegov prijatelj Franc Ksaver Jamnik pa se ni izkazal za najbolj zaupanja vrednega in oltar po Vrečerjevih načrtih ni bil nikoli postavljen. Prav tako so bile po poročilu vizitatorja kalvarijske kapele zanemarjene in kipi v njih razmetani že leta 1778, torej samo 20 let po Vrečerjevi smrti. Zato smo letos ob 320. obletnici Vrečerjevega rojstva še toliko bolj ponosni, da bo župnijska cerkev popolnoma prenovljena, da bo na Kalvariji obnovljena še zadnja kapela in da imamo v Šmarju pri Jelšah muzej baroka, ki ohranja originalne lesene kipe iz kalvarijskih kapel ter zgodbo o Mateju Vrečerju širi med obiskovalce. V jubilejnem letu smo obiskali Štajerski deželni arhiv v Gradcu in pridobili kopijo Vrečerjevega testamenta, se njegovemu spominu poklonili z orgelsko-saksofonskim koncertom v Šmarski župnijski cerkvi v sklopu Rokovega poletja in pridobili originalne kamnite člene s portala 5. kapele, ki bodo dopolnjevali stalno muzejsko razstavo. Ob tem smo zasnovali nov študijski krožek z naslovom Božanski navdih, ki ga izvajamo skupaj z Varstveno-delovnim centrom Šentjur, enoto Šmarje pri Jelšah, in v sklopu katerega nastaja nov set spominkov, majoličnih, v spomin na Mateja Vrečerja. Uvod v svoj testament je Matej Vrečer spisal v latinskem jeziku, da ga niso vsi razumeli. V njem se je namreč imenoval kot velikega grešnika. Za pravično sodbo v Vicah se je Matej Vrečer priporočal Bogu Očetu, Mariji in številnim zaščitnikom. Med njimi so na korni freski v cerkvi Svetega Roka ob Mateju Vrečerju upodobljeni Marija, Sveta Notburga ter svetniki Boštjan, Rok in Jožef. Prepričani smo, da je bil Vrečer deležen ne samo pravične, ampak tudi milostne sodbe.